Lepo pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Dorotejo Burlak, ki ni samo računovodska strokovnjakinja, temveč tudi srčna podjetnica. Doroteja, povej mi, kaj tebi pomeni ustvarjanje sinergij med podjetniki v smislu out of the box oziroma izven znanih okvirjev? Out of the box koncept pomeni, da razvijamo potenciale, da se povezujemo. Se pravi, na eni strani smo tisti, ki že imamo nekaj kilometrine, ki imamo izkušnje, na drugi strani pa nekateri, ki še to želijo pridobiti ali pa se še iščejo, pa ne vejo, kako bi to udejanjili ali pa izrazili, ker preplet tega, da se v množici ljudi prepoznamo, je pomembno tudi to, da si predajamo neke izkušnje in znanja. In poleg vsega, kar je danes v podjetništvu izjemno pomembno, se pravi, da se povezujemo, da si najdeš nek svoj krog zaupanja vrednih partnerjev, ki te na koncu koncev tudi ne samo podpirajo, ampak tudi povzdigujejo, je ta izmenjava medgeneracijska velikokrat zelo pomembna in jaz se tudi nadpovprečno trudim, da do teh izmenjav pride. In da dejansko tudi se vedno večja prepoznavnost skozi pristnost, ki jo vsak izmed podjetnikov oziroma sodelujočih najde svojo pristnost in svojo pot. Tako. Glejte nas na Ljubljana TV v oddaji Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navduhujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, ko bomo spoznali Dorotejo Burlak, izjemno žensko, ki na svoji poslovni poti prepleta mojstrstvo številk z neprecenljivo srčnostjo. Kot ustanoviteljica in direktorica agencije Petka nudi celovite računovodske in svetovalne storitve, pri tem pa vedno vidi dlje od številk. Za vsako bilanco, za vsakim projektom prepoznava ljudi, njihove izzive, strahove, sanje, edinstvenosti. Svojo vizionarsko močjo stoji tudi za dogodkom Out of the Box, ki odpira nove možnosti za sodelovanje in ustvarjalnost med podjetniki. Doroteja pa ni samo mojstrica številk, temveč tudi izjemno vešča pisane besede, kjer svojo analitičnost in introspektivnost združuje s svojim iskrenim, elegantno prikritim sarkazmom, ki prinaša pravo svežino v poslovni svet. V prvi vrsti pa je Doroteja ženska, ki spretno prepleta življenje, družino, posel in lastno bistvo v harmonično celoto. Brez dvoma je ena tistih žensk, ki ostaja zvesta svoji pristnosti, zato sem vesela, da je moja gostja. Doroteja, srčno dobrodošla. Pozdravljena, Suzi. Hvala, da si prišla k meni. Z veseljem. Doroteja, sama vem, da sem v preteklosti nisem znala popolnoma sprejeti svojo pristnost in da sem potrebovala veliko let, predno sem dejansko razumela, da je ključ do izpolnjenega življenja v pogumu pristno izražati sebe, slediti sebi. Kako je bilo to pri tebi? Moram reči, da mene pa že od malih nog oziroma odkar pomnim samo sebe, vodi neka drugačnost in ta drugačnost je mogoče sinonim za tvojo pristnost. Znam biti v trenutku odločena in iti z glavo skozi zid, včasih to boli, včasih je pa to neka nujnost. Včasih to ni prav, zato ker malo samo kontrole ne škodi, ampak na koncu koncev iz pacev, bolečine in vsega ostalega rastemo, se pobiramo in se preoblikujemo. Dejstvo je, da naša okolica, v bistvu kot otroci smo pristni in se tudi pristno izražamo, ampak potem nas skuša vzgoja in okolica in družba nekako
prilagoditi, torej, da se mi prilagodimo, da se podredimo in da svojo pristnost zamenjamo z pridnostjo. Kako si ti te izzive doživljala? Verjetno tudi, tako kot si omenila, s trmo in z uporom, ne? Tako, ne, otroci smo najprej trmasti, uporni, potem se prične vzgoja na tak ali drugačen način, ki je lahko trda, lahko je moderna, kakorkoli vzamemo. In potem se oblikujemo in potem spoznavamo, da so na koncu koncev vedno neka prilagajanja in kompromisi in potem zrastemo. Ampak na eni točki, ko ne poslušamo sebe, ko ne vem, leta in leta bivamo sami sabo, samo v telesu in se gledamo od tam zgoraj, pa pride trenutek, ko se pogledaš in rečeš, to nisem jaz. In potem, ko zopet postaneš ti, pač moraš zopet neko pot prehoditi, ki je lahko dolga leta. Procesi v nas samih so različno dolgi in različno pomembni ali pa težki. In potem in ko postaneš spet v bistvu sam sebe, si pristen in se stvari začnejo dogajati drugače ali pa od začetka. Ja, zgleda, da imamo to kar nekako, je to skupno vsem, ki nekje na poti izgubimo svojo pristnost, ravno zaradi pritiska okolice, zaradi vzgoje in pričakovanj družbe. Ampak takrat je, ko se soočamo z tem, da dejansko čutimo, da nismo čisto v stiku sami s sabo, potrebujemo pogum. Kje si ga ti našla? Pri meni so bile te faze različne. Največkrat se spomnim recimo obdobja, ko sem že bila mama in ne vem, bila ena era 10 let, ko sem bila mojstrica v tem, da sem mama, zato ker sem izključno posvečala vso energijo, vso svojo bit mojima fantoma, ampak to ni bil čas za manj. Jaz sem vlagala sebe v njiju, v tistem smislu, ko mogoče jaz nisem imela možnosti, da smo jih spodbujali na vse možne načine, da sta se izoblikovala v točno tisto, kar sta, da sta ohranjala svoj bit, tak kot je, da sta pristna. In potem, ko pride točka, ko več mama ne rabi biti 100% mama, ko naenkrat najdeš tisti vakuum časa, ki ti ga je prej zmanjkovalo, in zopet je nova pot, ki je toliko boljša in to so tisti trenutki prelomni, ki te pravzaprav vedno znova vlečejo naprej, še več. Pa različna obdobja tudi sebe kot žensko doživljamo drugače, svojo pristnost, torej ko smo mame, se več zlivamo v to materinsko vlogo in potem, tako kot praviš, na neki točki se spet vračamo bolj k svojemu lastnemu bistvu. Ampak če pogledaš zdaj nazaj na svoje življenje, a je kakšna križišče, dogodek, situacija, ki te je še bolj oblikovalo v to pristno žensko, kakršna si danes? Mislim, da to je bil ključni trenutek, ko sem rekla, zdaj grem pa na svoje. Se pravi, ko sem postala pristna. Namreč, če me nekdo vpraša, kaj delam, kaj počnem, jaz rečem, jaz sem po poklicu podjetnica. Verjetno to izvira iz mojih korenin ali pa DNK-ja, kakorkoli, ker je bil že oče podjetnik, obrtnik in jaz sem vedno rekla, nekoč bom tudi jaz podjetnica. In pač v tistem obdobju, ko so bili prvi otroci, ni bilo časa za kariero, ne na tak način in ni mi žal. Vse so bili vedno neki vzgibi ali pa možnosti, ampak enostavno mi je mogoče tudi intuicija to preprečevala. Ker če zdaj pogledam nazaj, če bi v tistem času, ko sta se otroka razvijala, ko sta otroka počela stvari, ki so bila njima pomembne, če bi se takrat odločala vprašanje, če bi se naše zgodbe in naše življenje razvijalo toliko pozitivno in toliko uspešno, kot se je zdaj, zato ker smo hiteli počasi, ker smo pač imeli neke prioritete, ki so bile vedno zdrave. In pustili smo nekako organsko, da se je vse skupaj odvijalo in danes smo tukaj vsi srečni in uspešni. Super. Doroteja, te poznam zdaj že res vrsto let in vedno znova me navdihuješ, kako za svojo srčnostjo in izjemnim občutkom za ljudi presegaš te ustaljene poslovne okvire. A te pri tem vodi tudi tvoja intuicija ali je to preplet različnih tvojih vrlin? Vedno bolj se zanašam zopet na svojo intuicijo, ker tako smo ugotovile skozi leta, zaradi vplivov okolja in vsega ostalega malo mogoče nehamo poslušati. To, da sem pa drugačna in srčna,
In čuteča in čuječa je pa v meni že od nekdaj. Jaz vedno rečem, kljub temu, da sem podjetnica in v bistvu delam s številkami, jaz vedno delam z ljudmi in to mi je najpomembnejše, da sem vedno v komunikaciji, interakciji, ker drugače ne morem jaz dobro delati svojega dela in tudi ne morem biti tisti maksimalni support, ki pa želim biti. Na vseh ravneh, torej ne samo skozi številke, ampak v bistvu na vseh ravneh. Doroteja, predlagam en kratek predah in se vrnemo prav kmalu k vam nazaj. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Dorotejo Burlak, ki sicer je računovodska strokovnjakinja, pa vendarle precej več kot to. Za svojo vizionarsko močjo stoji tudi za dogodkom Out of the Box, ki na prvi pogled sicer ponuja prostor, v katerem se podjetniki lahko na novo povezujejo in ustvarjajo, na drugi pogled pa dejansko se podjetniki povezujejo na globlji ravni. Doroteja, povej mi, kaj zate pomeni ustvarjanje tako globokega dogodka, ki dejansko sproža tudi ene take subtilne spremembe med podjetniki? Če greva na začetek tega koncepta Out of the Box, ki se je pravzaprav rodil spontano, odkar sem pač zaštartala svojo podjetniško pot, nekako vsako leto, ko je uradno tisti dan, ki mu rečemo tudi rojstni dan mojega podjetja, sem imela željo, da bi svojim poslovnim partnerjem in strankam nekako to izkazala, relacijo dobrih odnosov in vsega. In potem, ker imam na srečo zelo veliko krasnih poslovnih prijateljic, ki delimo tudi vizije in ideje, smo nekako začeli razvijati idejo, dajmo narediti dogodek, ki ne bo samo poslovno kosilo, ampak ker imamo okoli sebe polno ljudi, ki imajo toliko za povedati, toliko dati in meni je to povezovanje, mreženje ključnega pomena. No in iz tega se je razvil ta dogodek Out of the Box in nekako smo razvili v smislu, da vsak podjetnik je nekje na točki, ko najprej ne ve, kako začeti in potem se znajdemo slej ko prej v fazi, kako naprej. In nekako smo ta Out of the Box podkrepili s tem, da smo ljudje kot jaz ali pa še kdo drugi nek poslovni kompas, ki kažemo pot in če to združimo z dodano vrednostjo mreženskega koncepta, da se skupaj, ne vem, povezujemo, izobražujemo in na koncu tudi smejemo, ker smeh in dobra volja je nekaj, kar je izjemnega pomena meni, odkar vem zase, je potem to en recept, ki ne more biti drugače kot dober, uspešen in na koncu odličen. In tudi so ga podjetniki zelo dobro sprejeli, je tudi zelo dobro obiskan. Absolutno. Izhajali smo iz tega, da ta Out of the Box koncept razširimo do te mere, da recimo na oder nismo postavljali ljudi, ki pritegnejo publiko tako ali drugačno, ampak je v bistvu bil moj vzgib ta, da želim oder dati tistim, ki ga šele potrebujejo. Zato, ker zgodbe, ki jih delimo, ali pa nauki, pravzaprav enako lahko pove nekdo, ki mogoče sploh nima imena, ki bi nekomu nekaj povedal. V resnici je pa vsebina tega, kar povemo, enako pomembna ali pa dragocena, kot če damo na oder nekoga. Ali pa še več, ker gre potem res v to globino, kjer se dejansko potem podjetniki začutijo med sabo, se podprejo, vsi so nekje nekoč začeli in ta poslovni kompas dejansko je tudi takšen potem priložnost, da vidijo, da se da, ko sledijo sebi in svoji pristni zgodbi. Na tem odru so stali ponosno ob tebi tudi tvoji trije fantje, mož in oba sinova, ki so prav tako predani podjetniški poti, ustvarjajo pod blagovno znamko Burlak Brothers, ki združuje dušo in dediščino v unikatnem pohištvu in lesenih izdelkih. Povej mi, so vas te podjetniške zgodbe, podvigi in izzivi, s katerimi se zdaj dejansko kot cela družina srečujete, povezali še bolj ali je drugačna sinergija sedaj nastala?
Absolutno je to nekaj, kar nas je še bolj povezalo, ker namreč družinsko podjetništvo je ena kompleksna sfera, ki je meni izjemno ljuba v raziskovanju in potem tudi v pomoči ali pa v mentoriranju podjetništva. Sem tista generacija, kjer družinski posel ni bil predan in jaz sem vrsto let živela sama nekako v tisti samo pomilovanju, da nam ni uspelo predati posla in velikokrat sem se zalotila na tiho ali pa na glas, da je oče bil tisti, ki pač ni znal predati posla. Ampak v času, ko sem pač sama dozorevala, ko sem na eni točki spoznala, da ni oče kriv, ampak da v bistvu jaz nisem imela dovolj močne vizije in tistega, da bi oče prepoznal v tem, da skupaj nadaljujeva in vse ok, nobenih zamer. Je pa bila to dobra popotnica, da smo pa mi kot družina oziroma da sva z možem sinove spodbujala, karkoli sta počela in ko je prišla točka, ko smo ugotovili, da bi lahko ona dva svoje talente oziroma to, kar sta našla za svoje poslanstvo, delati z lesom, biti obrtnika, ker namreč skozi smo jih spodbujali, karkoli sta poskušala in sama sta ugotovila, da si ne želita biti podjetnika tipa neka serijska proizvodnja. Sama sta določila oziroma izbrala, da je les material, ki ga obožujeta, ki ga obdelujeta srčno in z namenom. In to tudi s ponosom povesta in izbrala sta najtežjo pot, biti obrtnik, delati za zelo mali procent potencialnih klientov, ampak ja, sta pa oba tudi imela dobro popotnico v smislu, da če si podjetnik, moraš biti pogumen, moraš biti vztrajen, da je veliko odrekanja in vsega in ja, mi smo na eni strani družina, na drugi strani smo podjetje in to preklapljanje, ko sem zdaj mama, potem moram biti pa njihova tajnica, pa hkrati jih moram voditi skozi papirje in vse ostalo. To so čudoviti trenutki. To sem te ravno hotela vprašati, kako si zdaj ti pozicionirana kot ženska med tremi fanti, vsi ste zdaj podjetniki, preklapljaš iz različnih vlog, iz različnih energij, kako ti ohraniš svoj steber, da dejansko lahko sebe daješ v njihov pretok, pa vendarle ostaneš zvesta sebi? Mogoče je toliko enostavneje ali pa je čar tega, ker sem ženska, zanemarjava, da sem mama, ampak tudi moja izkušnja je taka, leta nazaj v raznih službah, kjerkoli je bil kolektiv moški, ženska vedno dobro prosperira. In tudi doma je na nek način tako. Enostavno smo toliko različni in midva z možem sva zavestno, ko smo rekli, zdaj smo pa družinsko podjetje, dejansko na glas povedala, midva nisva mama in ata, v tem delu smo poslovni partnerji. Midva se nisva pozicionirala, midva sva ata pa mama, to je najino, ko bo pa enkrat vajeno. Mi od začetka sodelujemo in na tak način tudi vzgajamo ali pa razvijamo svoje potenciale. Jaz nisem direktor, jaz imam svojo funkcijo in jo upravljam srčno in z največjim veseljem. Če gledam iz perspektive sinov, toliko sta različna in vsak ima svoje kvalitete in jih ves čas spodbujamo in nekako usmerjamo, da oba počneta oziroma rasteta v tistem, v čemer sta najboljša. In če to povem karikirano, eden je direktor, drugi je pa operativec. In njuna kombinacija vsega ima daje tako konkurenčno prednost, take predispozicije. In če temu dodam še moža z 100 kilometrino izkušnjami, ki jih ona dva kot začetnika nimata, je on pika na i, ker za svojo modrostjo balansira in jih dviguje in včasih tudi motivira. In mogoče zdaj ravno v tem trenutku smo v eni fazi, ko imamo eno tak razcvet ali pa preboj in smo malo dislocirani, ker sta veliko v tujini, ampak še vseeno vsi vztrajamo na tem, da smo povezani, če ne drugače, je to nek videoklic ali pa telefonski klic in vedno rečem, kadarkoli začutita, pokličita enega ali drugega, vedno smo tukaj in ta podpora ne glede na razdaljo, ki je med nami, ohranja, ker tudi prej nam je kot družini bilo pomembno en trenutek, en obrok v dnevu moramo biti skupaj za mizo in to nas je v bistvu vedno držalo skupaj, to je naše lepilo in to lepilo ohranjamo.
Ja, ta pristnost se v vašem družinskem podjetju res čuti in čutilo se to in videlo se to tam tudi na tem odru Out of the Box. In ste res izjemen primer, kako lahko modrost starejše generacije in tvoja vizionarskost in tvoja srčnost in ta potencial mladine razcveta tako kot torej, družinsko in podjetniško. Zanima me, Doroteja, kako ohranjaš stik samo s seboj, družinsko življenje, poslovne izzive v enem ravnotežju, da sama sebe ne izgubiš v prepletu vsega tega, kar dejansko pa se vam dogaja v življenju. Ko delaš nekaj zase, srčno, ni nič težko. Jaz delam celo življenje v bistvu isto stvar, isti posel, ampak drugače je, ko delaš svoj posel. Namreč ta svoboda, moč razporejanja samega sebe, svojega časa, pa ne morem reči, da zdaj delam manj, nasprotno, mogoče delam še več, ampak z večjim žarom. In pač vsak človek mora najti tisto, kar je njemu potrebno, da se, ne vem, umiri, odklopi. Jaz tega prej nisem znala, jaz vem, da sem bila vedno v krču, vedno sem ihtavo, če ne drugače doma, po hiši, hitela sem pa tja, ker me je vedno nekaj preganjalo. Če sem bila na cesti zopet, ne, in to je spet bil proces, ki sem ga zdaj šele usvojila in če pač začutim, da ne morem, ja, to priznam, rečem, ne morem, pa mogoče kak dan, kakšna ura, odvisno od situacije, pomeni, da me enostavno ni, brez slabe vesti in to je tudi proces, ki ga moraš dati čez in se ga naučiti. Zdaj pa, če zmoreš sam v redu, ampak največkrat ti mora to nekdo ali povedati, pokazati, drugače enostavno ne preživiš. Ja, ker je treba znati dobro usmeriti svojo energijo, da jo ne razpršiš in da ohraniš tudi pogled na čas, da se zavedaš, da časa samo toliko in da se pač je tudi kdaj čas se umakniti v mir, v počitek ali pa zdaj na en kratek predah in se k vam vrnemo prav kmalu. Dobrodošli nazaj, dragi gledalci in gledalke v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Dorotejo Burlak, ki ni samo skladateljica poslovnih simfonij, ampak tudi izjemno vešča pisane besede. Doroteja, tvoj izjemen humor, s katerim ti povezuješ resne računovodske izkaze z življenjskimi modrostmi, je res ko en svež veter v poslovno literaturo. In v tvojih zapisih se izraža tudi ta tvoj elegantno prikrit, prefinjen sarkazem. Povej mi, kako si našla ti ta svoj glas? Si imela kdaj pomisleke, kaj bodo ljudje rekli, glede na to, da uporabljaš malo sarkazma, ki lahko mogoče tudi koga kdaj zbode? Ironično in sarkastično, ravno to, ker sem želela ohraniti svojo pristnost, ali pa pokazati, da je drugačnost okej. Namreč pisana beseda je nekaj, kar me spremlja od nekdaj in to je moj ventil za sproščanje, to je moj ventil za umirjanje, če temu tako rečeva, ker moje misli so non-stop v pogonu in ves ta preplet, ki ga mogoče kdo zazna potem v kakem mojem zapisu, je odraz ravno tega, da se peljem po zasneženi cesti in jo potem povežem z, ne vem, neko posebno tematiko z davki in s čemer se meni dan drugače odvija. In ja, ta drugačnost, ta pristnost je berljiva in sem nedolgo nazaj eno svojih mentoric vprašala, če je to narobe, da rada berem sama sebe, ne. In ja, potem je to odraz tega, ker ko naletiš na odzive oziroma ko ljudje prepoznajo, da nisi samo eden izmed mnogih in da daješ svoje bistvo, je to nekaj, kar ti potem da absolutno zagon, da želiš ustvarjati še več, ne. Ker dejansko je pristno, ne, v tem je tvoja pristnost, točno se ve, sploh ne bi rabo avtorja napisati, ne, točno se ve, kdo je to napisal, ker dejansko žariš skozi vsako besedo, žariš ven svojo
pristnost. Kaj pa knjiga? Vem, da te ljudje, vključno z mano, nagovarjamo, da bi napisala tudi knjigo. Tudi če me nihče ne bi nagovarjal, knjiga bo. Zdaj, jaz časovno si je še nisem dala na to-do listo, oziroma o njej govorim že od nekdaj. Je pa res, da se tudi moj način izražanja pač malo spreminja in tako vsak umetnik išče, ne vem, pa spreminja svoj stil izražanja, sem se zdaj jaz nekako ustalila in stabilizirala v tem. Zdaj, kaj točno bo vsebina moje knjige, ti mogoče niti ne znam povedati, ampak absolutno bo na isti način izražane, kot je zdaj, mogoče malo vražje, mogoče včasih prefinjeno, tako ironično, vedno pa z neko dozo humorja. In ja, jaz mislim, da je to prava pot. Kaj bi bilo ključno sporočilo, ki bi ga želela predati skozi knjigo, neko rdečo nit? Ravno to, da se ne smemo ozirati na okolico, na tisto, kaj bojo pa drugi rekli. Dokler je stvar tega, da samo hočemo izraziti neko svoje mnenje ali pa pokazati svoj način, svoje poslanstvo, ni s tem nič narobe. Mogoče je danes to, ko so vse informacije toliko dostopne, ko imamo ta družbena omrežja, je mogoče to celo težje in je večji izziv, zato ker imamo večji domet. Včasih smo imeli, ne vem, časopis, kako revijo, na televiziji vsekakor ne, ampak internet je danes neomejena oziroma neskončna možnost pretoka informacij. In ravno zaradi tega imamo vsi nekje prostor in mesto, da se izražamo. Poslovni svet pa ne rabi biti tog in suhoparen, ker jaz tudi sama vidim, ko moram podajati informacije ali svojim klientom ali kakorkoli, ker pač nastopam tudi v vlogi včasih kakšne mentorice ali pa predavateljice, mi je to izjemnega pomena, da podajaš neko vsebino na način, da te razumejo ljudje, ki niso strokovno podkovani. Ker računovodstvo je suhoparno. Ja, to se vedno nasmejem, zato ker večina ljudi, ne vem, odkje to izvira, da je računovodstvo davki in prispevki, dolgočasno in bilance in številke. Naše delo je tako razgibano. To bi rekla. Kreativno to je postalo v zadnjem času, ampak jaz pravim, če delaš nekaj, kar te veseli, ne more biti dolgočasno. In ni samo to, da prelagamo številke, tudi cel kup drugih stvari. Da mi do teh številk pridemo pa izložimo, je cel kup drugih procesov, ki so mogoče čisto nekaj normalnega. Ampak nevidni, ne? Ali moramo poklicati, ali moramo napisati. Dejansko združuješ svojo analitičnost pa svojo introspektivnost za svojo ljubeznijo do številk, z ljubeznijo do besede, združiš to v en kanal in ga dobesedno pristno kanaliziraš v poslovne zgodbe. Kje vedno znova najdeš navdih za te sinergije med podjetniki, med številkami, med besedami, svojim lastnim bistvom? V bistvu je tako, da imam rada izzive, imam rada tudi neke nove stvari in če sem se mogoče pozicionirala, da sem pri svojem delu ozko specializirana in usmerjena, pa vedno najdem zaradi ljudi ali pa zaradi nekega procesa nek odmik, ki me zopet popelje v novo sfero. Če sama izhajam iz neke obrtniške ali pa iz družinsko-podjetniško naravnanega vzgiba, mi je recimo zadnja leta zelo pomembno socialno podjetništvo, ki je toliko pri nas premalo poznano. Zelo rada, ker mi je delo z ljudmi zelo pomembno. Zadnje čase se veliko posvečam tudi delu z invalidi, oziroma invalidska podjetja so tudi naša klientela, na koncu koncev zaposlujem invalide. Nikoli ne zmanjka nečesa, da bi lahko rekla, da je dolgočasno. Plus tega je naše delo tako, da itak moramo zmeraj slediti sami, iskati informacije, se izobraževati, tako da daleč od tega, da je dolgočasno in togo. Ja, to vidimo samo mi laiki, ko vidimo potem tiste številke, pa si mislimo, da je to nekaj, kar ni z ustvarjalnostjo, ni z pristnostjo, ampak tisti res dokaz tega, kako lahko
številke opremiš z besedami, z srčnostjo in jih preliješ potem dejansko kot skladateljica poslovne simfonije v življenje skozi različne priložnosti. Kako pa vidiš ti žensko v današnji hitro spreminjajoči se družbi, ko se tudi poslovni svet začel drugače postavljati, oziroma ženske v poslovnem svetu so se začele z drugačno energijo povezovati in ustvarjati poslovne zgodbe? Predvsem, če imam to možnost, ali pa če sem poklicana k temu, rada spodbujam ženske vseh starosti, da nikoli ni prepozno, pa vedno je pravi čas. Tudi jaz sem bila zrela ženska, ko sem se podala v svet podjetništva. In mogoče je celo kasneje boljše, zato ker se razbremenimo, tako sem že rekla, tistih materinskih obvez, ker zelo sočustvujem z podjetnicami, ki so hkrati mlade mamice. Te imajo v današnjem tempu življenja in ob podjetniških izzivih toliko težjo nalogo, kot recimo mi, ki imamo odrasle otroke. Poleg tega sem pa jaz pristaš tega in to tudi velikokrat ali napišem ali pa rečem, hitimo počasi. Umetno smo ustvarili to ihto, to, da moramo hiteti, da smo omejeni ali pa naravnani na ročnost. Če se vrnem k temu, še nadolgo nazaj, ker je pač mogoče trend taki, zgodnje vstajanje, ob 5 zjutraj vstani, telovadi, ne vem, do 9 si vzami čas zase. V vseh teh poskusih, ko sem posnemala druge in zopet nisem bila jaz, se spomnim, sem se peljala v pisarno in na drugi strani telefona v avtu imela moža in sem mu rekla, veš, jaz sem se pa odločila, da ne bom več zgodaj vstajala, jaz nisem jutranji tip. In jaz sem umetno sebi povzročala težavo s tem, da sem se vstajala in ne da ne funkcioniram, enostavno od 9. ure dalje sem jaz v polnem pogonu. In potem mi ni problem še ob 11. zvečer biti bistre glave in delati. In zakaj bi zdaj jaz silila sebe v nekaj, saj verjetno s časoma razviješ nek ritem, ampak to, da jaz zjutraj vstanem, ko meni telo narekuje, ali to ob 6, ali to ob 7, ali me pa moje mačke zvlečejo iz postelje. To je za mene naravni bioritem in jaz ljudi spodbujam, da ohranjajo. To ne to, kar zapovedujejo trendi, zato ker če je neka stvar delovala zate, ni nujno, da bo zame. In vsak naj poišče svojo pristnost. In to je ta resnična narava, ko poslušamo sebe in imamo pogum slediti temu, kar nam naša resnična narava govori, ker to je za nas potem tista pristnost, tisti pristni izraz tega, kako mi želimo živeti svoj vsakdan in svoje življenje. Doroteja, če bi lahko dala samo en nasvet ženskam, gledalkam in gledalcem, ki se še bojijo izraziti svoj pristni glas, kakšen nasvet bi jim dala? Prva stvar je, da je treba biti pogumen, se pravi, korajža velja vedno. Strah pred neuspehom, nekako vsi ga imamo, ampak mene ko včasih kdo vpraša, a te ni strah? Jaz, če stvari ne poznam, se je ne bojim, zato ker mi je stvar neznana. Vsaki stvari pa je treba mogoče najti tisto premišljenost, da ni na vrat na nos zmeraj najboljše. In ja, vračamo se vedno znova k temu, če ti nek mini glasek v tebi reče ne, ali pa reče ja, ga poslušaj, ker jaz sem se tudi naučila, da kadarkoli nisem bila sinhrona s sabo, ne takoj, ampak slej ko prej se je potem izkazalo, da bi bilo smiselno. Vedno poslušati sebe, to je najboljša pot. Doroteja, srčna hvala, da si bila danes moja gostja. Si resnično dokaz ženske, ki vedno in povsod ohrani svojo pristnost, svoj glas. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste ob tem pogovoru tudi vi začutili, da je najlepša pot tista, ki jo pogumno ustvarjamo sami, ko sledimo svojemu glasu. Hvala, da ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.